zavita, zdaj smo jo pa najdolje v orbito pognali. In veselo bomo z njo v luft skakali, in veselo bomo z njo v luft skakali. Dober iskani Slovenc. Dober večer želim. Dober večer in hvala lepa. Ja, danes je raketa naša prvič zletela nekako iz ljubljanskega studia VPK in pristala na Dolenjskem. V Novem mestu smo v čudoviti dvorani Leona Štuklja, kamor so nas danes povabili v goste mladi Dolenjci, ki danes praznujejo 5. obletnico. Ja, ampak na svoje praznovanje so povabili še veliko izvrstnih glasbenikov. Tale večer nam bodo naredili, kar se da nepozaben in vesel, še ansambel France Miheliča z Natašo Mihelič. Potem nam bo danes pela tudi Nuša Derenda. Tukaj so še ansambel Dori, Lidija in Amanda, pa Gamsi, Marjan Smode in Čuki. Ja, takole, zdaj ste lahko videli, da bo danes res en lep večer, ena prava veselica, sploh pa, če upoštevamo, da smo na Dolenjskem, kjer, kot vemo, živijo najboljši ljudje za veselice zelo odprtih src. In ker bodo danes mladi Dolenjci igrali ta glavno, ker praznujejo jubilej, nam bodo tudi prvi zapeli. Mladi Dolenjci se bodo v naslednji pesmi kar sami predstavili. Ko se temna noč stori, delo vsak iz rok spusti, dušo treba je privezati, da preveč po noči ne trpi. Hvala lepa, to so bili mladi Dolenjci. Draga publika, pred TV ekrani nikamor ne hodite, kajti čez nekaj trenutkov bomo našo dolenjsko veselico nadaljevali. Raketa pod kozolcem, raketa pod kozolcem, raketa pod kozolcem. Raketa pod kozolcem, raketa pod kozolcem, raketa pod kozolcem. Hvala lepa, spet smo nazaj v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu. Danes nas gostijo tukaj mladi Dolenjci, ki praznujejo 5. obletnico, jubilanti. In zdaj bom prosil Vladota od mladih Dolenjcev naj na hitro predstavi svojo, kako bom rekel, kratko, ampak že zelo uspešno glasbeno pot.
Ja, takole jaz bi tole priložnost najprej izkoristil za to, da bi pozdravil vso publiko, ki se je odzvala v tako velikem številu ob naši 5-letnici. Hvala lepa. Lado, ti moram priznati, da sem še sam presenečen nad tako odlično publiko, kot jo imate tukaj. Ja, tudi jaz moram priznati. Takole, 5 let, pred 5 leti smo se trije prijatelji usedli za mizo. Rekli smo, naredili bomo en narodno-zabavni ansambel. Že takrat smo imeli velike načrte, ki smo jih lahko samo sanjali. Vesel sem, da smo zdržali 5 let skupaj, pa ne samo, da smo skupaj zdržali, ostali smo dobri prijatelji. To pa jaz vem, da zaradi tega, zaradi takele publike, kot je danes tukaj in zaradi vseh tistih poslušalcev, ki poslušajo narodno-zabavno glasbo, bomo ostali, za njih bomo ostali še naslednjih, recimo, 30 let, mladi Dolenjci. To je beseda. Ja, zdaj pa smo v tole glasbeno druščino povabili enega športnika in to vrhunskega. Dober prijatelj mladih Dolenjcev je eden najboljših slovenskih slalomistov. Dame in gospodje, pozdravimo Matjaža Vrhovnika. Matjaž, kako je to, da si se ti kot športnik slalomist srečal z muzikanti Dolenjci? Kako je prišlo do vašega prijateljstva? Pravzaprav moram povedati, da prvi sem prišel na Dolenjsk. To je bila prva dobra poteza moja. Druga pa, da sem se z Dolenjci mladimi spoznal. Ampak kaj te je pripeljalo na Dolenjsko? Na Dolenjsko me je pripeljalo v bistvu smučarska kariera. Preselil sem se z Ljubljane, tekmujem za smučarsko društvo Krka Rog. Potem sem se tudi preženil v Novo mesto in morda, oziroma želim se tudi tukaj živeti. Baje so ti... Ste veseli, ne? Baje si imel prav veselo in glasbeno obrano ohcet, ne? Če ne bi bilo mladih Dolenjcev, bi bilo prav dolg čas, ampak mi smo že kar nekaj časa prijatelji. To pomeni, da si zdaj že v bistvu pravi Dolenjc, ne? Jaz upam, da me imajo za Dolenjca, čeprav imam samo v mazincu mečkem dolenjske krvi, ampak bom pa postal, če še nisem. Ti cviček že obvladaš? Počas. Počas. Ne vem, če se spomniš tiste anekdote, namreč napor ni samo vrhunski šport, ampak tudi takole igranje na veselicah. Se spomniš še na začetku mladih Dolenjcev, kako je bilo s Simonom? To ne bom nikoli pozabil. Mi smo se zbližali pred, mislim, da 3-4 leti, so igrali na moji zabavi, ki jo priredim za navijače na koncu leta. Jasno, igrali so mladi Dolenjci in se spomnim, da je prišel prav Simon utrujen domov z potovanja, mislim, da je bil en zaključek njegovega obdobja šolskega in je na stopnicah zraven ansambla zaspal, tako da so ga mogli zbuditi, da je lahko naprej špilal. Hvala lepa Matjažu Vrhovniku. Jaz bi še mehen zmotil, toliko v tej priložnosti bi mladim Dolenjcem dal eno priznanje. Tukaj imam mojo številka 5, to je moja najsrečnejša številka, s katero sem tudi zmagal. Wow! Glede na to, da je okrogla obletnica lik 5, pa največkrat sem imel številko 5, en majhen spomin za mlade Dolenjce v 5. obletnici. Upam, da jih bo še veliko. Tako da zdaj bojo gotovo tudi mladi Dolenjci zmagovali. Hvala lepa Matjažu Vrhovniku. Ja, Slovenci smo dobri smučarji, ampak kadar pa za smučarje recimo navijamo ali pa za kakšne druge športnike, pa predvsem radi skačemo. Za naslednji ansambel ste nas v oddaji Raketa pod kozolcem že prosili in zdajle imate priložnost, da z njimi zaplešete, zapojete ali pa kar skačete, tako kot bodo oni sami. Tukaj so Gamsi s pesmijo Hej, hej, kdor ne skače! Hey!
pravico, kravice so mukale in koze meketale, saj ljubezen je na svet zato. Krave mukale so svojim pikom, koze kozlom, tudi njim se je zaluštalo. Hej, hej, kdo ne skače, ta ni Slovenc. Hej, hej, ni Primorec, niti Gorenc. Hej, hej, niti Štajerc, niti Dolenc. Kdor ne skače, ni Slovenc. Hej, hej, kdor ne skače, ta ni Slovenc. Hej, hej, ni Primorec, niti Gorenc. Hej, hej, niti Štajerc, niti Dolenc. Kdor ne skače, ni Slovenc. Naj Evropa pazi se, Slovenci smo nabriti, klepci in krpani še v pesmi gremeniti. Ko zvečer na lojtri popustijo nam zavore, kamrica do jutra je potres. Čisto vsak Slovenec jutro eno vsaj primore, vsako noč smo angeli nebes. Hej, hej, kdor ne skače, ta ni Slovenc. Hej, hej, ni Primorec, niti Gorenc. Hej, hej, niti Štajerc, niti Dolenc. Kdor ne skače, ni Slovenc. Hej, hej, kdor ne skače, ta ni Slovenc. Hej, hej, ni Primorec, niti Gorenc. Hej, hej, niti Štajerc, niti Dolenc. Kdor ne skače, ni Slovenc. Hej, hej, kdor ne skače, ta ni Slovenc. Hej, hej, ni Primorec, niti Gorenc. Hej, hej, niti Štajerc, niti Dolenc. Kdor ne skače, ni Slovenc. Hej, hej, kdor ne skače, ta ni Slovenc. Hej, hej, ni Primorec, niti Gorenc. Hej, hej, niti Štajerc, niti Dolenc. Kdor ne skače, ni Slovenc. Hej, hej, niti Štajerc, niti Dolenc. Kdor ne skače, ni Slovenc. Hvala lepa, tole so bili poskočni gamsi. Ja, za današnjo raketo pod kozolcem smo iskali kakšne rokodelce z vašega dolenjskega konca. In tako nas je pot zanesla v Šentjernej, pravzaprav točneje v vas Gruča, kjer pravijo nekako tako, da ni lepšega ptiča kot je petjalnin, nekaj takega, ne? Gospod Jože Pungarčer se ukvarja z izdelovanjem lončenih petelinov. Gospod Jože, popravite me, pa povejte pravilno po dolenjsko tisti vers. Ja, pri nas po šentjernejsko rečemo, lepšega teče naj kot petjelin, pa lepšega kraja naj kot Šentjern. Tako dobro jaz tega seveda ne bi znal. Gospod Jože, koliko časa se vi že ukvarjate z izdelovanjem takih pravih malih umetnin? Ja, no, pri naši hiši je to že kar skoraj 100-letna tradicija. Tudi tamle se vidi učno spričevalo od mojega starega očeta iz leta 1904. No, jaz sem zdaj že tretji rod, ki to držim še naprej pri hiši. Upam, da bo to ostalo tudi pri hiši naprej. Je pa tako, to se prenaša, taka obrt, domača obrt, mislim, rokodelstvo, se prenaša iz roda v rod. To je nekaj najlažje, ker na novo se naučiti teh spretnosti je to zelo, zelo težko. A je to res, da takle petjalin je na vsaki strehi hiše tam v vašem koncu? Ja, imamo jih kar veliko na strehah, mislim, in na hišah, na zidancah, vse povsod. Jaz ne bi bil nič jezen, če bi občina dala odlog, da mora imeti vsaka hiša tega petelina. Čisto vsaka, ne? Ja. Pa še bloki. Bi jih zmogli toliko narediti? Ja, počasi bi se že zvalili, počasi. Zvalili. Gospod, veste, kaj mi je zanimivo? Da imate v vašem kraju petelinje dirke. Ja, to je pa res. Imamo petelinje dirke in te petelinje zdaj že enih 4-5 let dirkajo. Tudi sam se ukvarjam s to vzrejo tega šentjernejske pasme petelina. In to je kar, no, se lahko tudi malo pohvalim, lansko leto je dosegel 3. mesto. Moj petelin, pač živ, ne takle kot tole. Ja. Ta bolj težko leti, ne? Ja. Drugače je pa tako, to je zdaj še v nastajanju, ta pasma šentjernejskega petelina, to je zdaj še treba vse
doreči, razčistiti, pa vse skupaj tako, ampak so zelo, zelo lepi petelini, pa veliki petelini. Zdaj pa še malce dajva govoriti o teh petelinih, ki so tukaj na mizi. Vi nam boste med našo oddajo pokazali, kako izgleda postopek izdelave takelega lončenega petelina. Koliko časa vam to vzame? Ja, s petelinom je kar nekaj časa potrebujemo, da ga uštimamo. Tukaj imam v kalupu, naprimer, že 2 polovice natlačene noter, to sem zdaj že med to oddajo delal, ne? Ja. In zdaj bom dal tole skupaj, no, gledalci bodo tukaj v dvorani sigurno to videli. Potem pa ko ga dobimo iz kalupa ven, iz modela ven, je treba ga delno posušiti, potem pride na vrsto barvanje, potem prvo očistiti vse, potem barvanje, potem napis gor, potem sušenje do konca, šele potem prvo žganje. In ta postopek žganja traja tam nekje 7 ur, približno 7 do 8 ur. To se žge zdaj v pečeh na elektriko, pač malo bolj sodobne peči. Drugače je pa, potem pa, ko se peč ohladi, poberemo izdelke iz peči ven, naložimo še enkrat nazaj, glaziramo prvo, polijemo z glazuro, naložimo še enkrat nazaj v peč in šele potem dobimo tak izdelek, kot je tam na tej strani, ko se vidi, da je gotov nekje. No. To je pač, je to pa le za enega takega petelina, tak petelin kot tole, kot je za na streho, za na slemenjak, potrebujemo tam kar ene dobre 15 do 20 dni časa potrebuje. To je kar veliko. Ker se mora počas sušiti, ker če prehitro sušimo, se nam zgodi, da nam popoka. Ne? Najlepša hvala za enkrat, gospod, k vam se bomo še vrnili in bomo tudi med oddajo opazovali postopek izdelave tegale lončenega petelina. V naši oddaji pa gremo z glasbo naprej in sicer z lepšim spolom. Tile 2 simpatični pevki smo že gostili v oddaji v mesecu decembru. Ja, ste že dobili en aplavz in predvsem moški del publike je bil tisti, ki jih je hotel, ne vem, ali bolj videti ali pa slišati. Lidija in Amanda. Zrak svoj star klobuk, v srcu nekaj lepega, z nami se igra. Odda nismo več na tleh, vsem nam gre na smeh. Polka iz Slovenije, polka za prijatelje, nas vrti po 2 in 2 in vsak jo rad ima. Polka
Hvala lepa Lidiji in Amandi. Ja, Slovenija ima poleg mladih Dolencev še nekaj mladih in uspešnih muzikantov in eni takih so gotovo veseljaki iz Laškega konca. Pozdravljamo skupino Dori. Primož, dobrodošli. Kaj je, fantje, taki lepi, simpatični mladi fantje, pa še vedno brez spremljevalk, ali kako? Ja, en lep pozdrav vsem skupaj, ne da, tole vidim, da je kar malo gužva, me je kar malo strah. Lep pozdrav. Ja, res je, vam moram povedati, tole moji fantje, ne da, moji sotrpini, se tako vsak za svoje boji, da jo sploh ne upa nikamor pokazati, ne da, jaz se pa malo manj za svoje bojim, ja pa kar vse posod pripeljem. Sam danes je tole noter, ker včasih je malo tako bolj slabih navad, ne da, pa se malo bojim za njo, se včasih malo grdo obnaša, pa bi me mogoče... Veš, kako je, Primož, če jo imaš dovolj rad, ne? Ja. A jo imaš? Jo imam zelo fejst, jo imam rad. Vam povem, da mi je najbolj zvesta, me še nikoli ni prevarala. Nikoli je tako v redu, res. Jaz si zaupam, ko se vete, tako ko muzikant je veliko koli hodno, vam povem, da tale mi pa res, mi je zvesta in jaz si zaupam zmeram. In kaj, če bi mi tole gospodično pokazali? Ja, moram še prej povedati, prej, ko jo pokažemo, da jaz jo imam tako rad, da sem celo eno pesem napisal. A res? Ja, mislim, ne smo posvetili. In to pesem bomo zdaj slišali, ne? Ja, jo bomo, če so vsi za to, a ne? Kako je pa ime? Ja, hvala. Seveda. Sam vam povem, hvala. Vam povem, da drugač sploh noče gor priti. Liska je ime, če bomo pa vsi skupaj poklicali, bo pa sama gor prišla. Samo mora biti dosti glasna, vala. 3, 4. Liska! Ja, to jo že prihaja, da jo vede. Je že bližje. Liska, kar bližje, evo, kar bližje. Kar tole sem. Evo. Hvala lepa, lepo pozdrav. Vam povem, da je takole, ko pravijo zdaj nore krave, no da, tale še ni čist preveč nora, tako da ste brez skrbi. Dori, izvolite zaigrati, Liski. Vem, da ne boste mi nič verjeli, ker to je zgodba res za srčni infarkt. Midva od grunta fajn živima, nedeljo k maši v vas hitima. Kmalu so zbrani, že vsi parani, levaški zvon tišino še zadoni. Molitev naju je prevzela, živino zdravo bi imela. Vsi smo kot angeli začeli peti, naenkrat slišali smo glas zakleti. Jezus Kristus, krava mi je všla, kaj ne naredim, da te spet dobim. Nič ne muki, da si sveta žvat, da bi rada že v nebi zašla. Jezus Kristus, krava mu je všla, kaj če to je res, dobri glas nebes. Včasih smo od krave mleko pil, danes pa bi krave le slavil. Če je danes pri nas drugače, v živalskem vrtu imajo krave svoj raj. Midva še vedno fajn živima, nedeljo k maši v vas hitima. Kmalu so zbrani, že vsi parani, levaški zvon tišino še zadoni. Molitev naju je prevzela, živino zdravo bi imela. Vsi smo kot angeli začeli peti, naenkrat slišali smo glas zakleti. Jezus Kristus, krava mi je všla, kaj ne naredim, da te spet dobim. Nič ne muki, da si sveta žvat, da bi rada že v nebi zašla. Jezus Kristus, krava mu je všla, kaj če to je res, dobri glas nebes. Včasih smo od krave mleko pil, danes pa bi krave le slavil. Pa čeprav mu krava je ušla, on veselo žvižga od srca.
Najlepša hvala ansamblu Dori, pa na Lisko pazite. Mladi Dolenjci so nas v preteklem letu še posebej lepo navduševali z naslednjim valčkom, ki je celo postal valček leta 2001. Mladi Dolenjci in Brez otroških oči. Za vasjo sameva, stara domačija, v izbi ura teče, tam nekdo bedi. Veter mu razkriva striho na slemenu, mlad popotnik reče, tu ni več ljudi. Tukaj mož osamljen, v izbi lepo seda, saj nikogar nima, da bi z njim kramljal. Kaj je to družina, se sedaj zaveda, mlade korenine zdaj bi rad pognal. Brez otroških oči je naš dom brez sonca, brez otroških dlani, žalosti ni konca. Brez otroških besed, prazno je življenje, v srcu krepenenje, nosi samo dar. Za vasjo sameva, stara domačija, v oknih pajčevina, kot v križ lesen. Manjka nežna roka in otrok veselje, moški je brez tega čisto izgubljen. Brez otroških oči je naš dom brez sonca, brez otroških dlani, žalosti ni konca. Brez otroških besed, prazno je življenje, v srcu krepenenje, nosi samo dar. V srcu krepenenje, nosi samo dar. Brez otroških oči, mladi Dolenjci, jaz vas prosim, da še kar malce pridete sem, kajti zdajle bom povabil na oder še enega gospoda. Na oder pa vabim gospoda Iva Umka iz založbe kaset in plošč Radio Televizije Slovenije, ker ima zdajle eno častno nalogo. Dober večer, gospod Umek. Dober večer. Bo kar v redu. Drage Dolenjke, dragi Dolenjci, dober večer. Prepričan sem, da ima Slovenija veliko srečo, da ima takšno deželo, kot je Dolenjska, da ima tak biser, kot je Krka in seveda, da ima vino z geografskim poreklom, cviček. Založba kaset in plošč RTV Slovenija je pa lahko ponosna, da ima pri sebi takšen ansambel, kot so Mladi Dolenjci. Torej, danes je en poseben praznik,
namreč praznujejo 5. obletnico svojega delovanja in seveda ravno vi ste zaslužni za to, da imam to čast, da jim lahko podarim tukaj eno simbolično priznanje, bi rekel temu zlato ploščo, za uspešno prodajo njihovega prvega projekta na kompaktnih ploščah in kasetah Mladi Dolenci. Fantje, iskrene čestitke, izvoli, čestitam tudi tebi in seveda ne na koncu tebi. Fantje, tukaj gor so v bistvu starejše uspešnice, ravno kar vaša zaigrana brez otroških oči, mislim, da bo kmalu srebrna in se bo zopet pozlatila. Seveda to vse zato, ker ste vi tako hoteli. A je tako? Je tako. Hvala lepa, gospod Umek. Tudi tebi hvala. Hvala. Srečno. Ja, če smo že na Dolenjskem, a ne, in se vrtimo okrog narodno-zabavnih ansamblov, nikakor ne moremo mimo ansambla, ki je marsikateremu mlademu glasbeniku velik vzor. To je gospod, ki je velik mojster frajtonarice in lepih viš, dame in gospodje, ansambel Franca Miheliča. Moj fant je od fare in gvišno bo moj, ko pride po nagelček svoj. Objel me močno bo, poljubil srčno, da vroče pri srcu mi bo. Očaral me je, da ne morem si kaj, da ne bi ljubila ga zdaj. Ko v senci skrivnosti, ki pride z nočjo, želje po ljubezni cvetov. Prišel nocoj bo vas obat, ko mrak objame svet. V večeru ga čakala bom, saj pride k meni spet. Prišel nocoj bo vas obat, v kamrico skrivaj, da utrgava ljubezni cvet, dišeč kot mesec maj. Dišeč kot mesec maj. Prepevam od sreče, saj ljubljeni fant, navihan je moj muzikant, ki pesmi ljubezni na strune srca najlepše igrati mi zna. Ki pesmi ljubezni na strune srca najlepše igrati mi zna. Ansambel Franca Miheliča. Z Natašo Mihelič, takole sta zapeli Mama in hči. Gospod Mihelič, naj vas vprašam, takole, ja, kako gledate na mlade ansamble? Verjetno predvidevam, da ste kar strog sodnik, glede na to, da ste verjetno tudi strogi sami do sebe, ne? No, jaz moram reči takole, ne, verjetno smo vsi veseli, da se naša narodno-zabavna glasba tako lepo razvija in napreduje. Seveda je tudi to lepo ugotovitev, da je vsak dan več mladih ansamblov. Mogoče, kar se tiče kritike, je to, da je mogoče malo premalo izvirnosti, kar pa ne velja za ansambel Mladi Dolenci, namreč oni pa izvirnost imajo. Oni so izvirni in jaz upam, da bojo to izvirnost, bom rekel, negovali in nesli naprej. In jaz jim ob tem jubileju želim še dolgo in uspešno glasbeno kariero. Pa še eno darilce vam bom dal za spomin na tole današnje druženje. Še eno darilo za Dolence.
Gospod Franc Mihelič, ostanite še trenutek na odru, kajti spet bom povabil na oder gospoda Iva Umka z založbe kaset in plošč Radio Televizija Slovenija in tokrat s podobno nalogo, a ne? Ja, hvala. Res sem zelo vesel, namreč ansambl Franca Miheliča je zvezda stalnica založbe kaset in plošč RTV Slovenija in vesel sem, da lahko danes tukaj z vami podelim še eno zlato ploščo. In sicer je to za njegov projekt, kjer lastovke gnezdijo. To je bila ena perfektna pesmica. Prepričan sem, da je vzor mladim Dolencem, seveda ansambl Franca Miheliča, kot veste, je znan ne samo doma, tudi v tujini, žanje velike uspehe in tamle za odrom mi je obljubil, da v kratkem lahko pričakujete nov projekt. Srečno in iskrene čestitke. Hvala lepa, gospod Umek. Hvala. Hvala lepa, gospod Franc Mihelič. Z mano je pa Nataša Mihelič. Nataša, ti tudi kar nekako upravičuješ tisti rek, da jabolko ne pade daleč od drevesa, ne? Ja, je kar treba. Zame je glasba ena velika ljubezen in še posebno veselje mi je, ko me Ati povabi k temu, da sodelujem z njim skupaj. Rada pa tudi sama, kaj napišem, besedilo in melodijo in tako tudi nastaja. In to boš zdajle pokazala, ne? Dame in gospodje, Nataša Mihelič s pesmijo Še vedno verjamem. Hvala lepa, to je bila Nataša Mihelič. Spet grem k gospodu Pungarčarju. Gospod,
kar na hitro se bova morala pomeniti. Zdaj smo lepo videli, kako je ta Petjalin že nekako nastal, ne? Ja, kar nekje se je zvalo, že kar nekje. Se je nekje že zvalo. Ja. Zdaj kaj ga še čaka? Ja, zdaj ga čaka še dokončna obdelava, mislim, spucati, uštimat, pol pa sušenje, ko sem že prej rekel, pa barvanje. Pobarval bom zdaj ene dva tele, malo drugače, pač, ker so že pripravljeni za to, tako da se malo to vidi, ne, drugače pa. Ampak pojejo pa ne taki petelini, ne? Pojejo. Samo mora biti enih parkrat cvička noter, potem pa oba dva zapojeta, ko pije in ko toči ven. Sicer pa, če ta velik petelin ne zapoje, zapoje pa tale ta mali, ne, ki je ravno tako prišel iz vaših rok. No, poslušajte, nekako takole. Nekaj takega, ne? Tole je pa petelinček na rit piska, ne? To je pa čist standardno, ne? Hvala lepa. Spet gremo v glasbi. Z nami je koroški pevec, katerega pesmi zna peti cela Slovenija. Dame in gospodje, Marjan Smode s pesmijo Še pomahal ni z roko. Težko je, praviš, gledati, kako umira še en dan. Spet znajdeš se v objemu, zlagan. In rečeš si še danes, hudo ti je, boji se vidi sam, takrat se spomniš nje, vajnih sanj. Da gledaš sončen dan, vidiš le mrlo, ljubiš drugo žensko, vidiš njo. Še pomahal ni z roko, še pogledal ni za njo. Tuje roke je zakopal v svoj obraz in videl jo, ki zdaj z njim v objemu spi. Videl jo, če krteni, gledal sem ga v obraz, a videl sem oči. Pozabiš, da si v objemu tudi njen. Daj gledaš sončen dan, vidiš le vrlo, ljubiš drugo žensko, vidiš njo. Še pomahal ni z roko, še pogledal ni za njo. Tuje To je bil Marjan Smode. Pa smo spet nekako pri nocojšnjih jubilantih. Lahko bi rekli, da bo to glasbena rubrika Hitri prsti. In te nam bodo zdaj pokazali mladi Dolenjci v pesmi, ki je za ples že kar nekako nevarno hitra, zato se bodo lahko zdaj folklorna skupina Kres kar dobro izkazala.
Mladi Dolenjci pravijo, da polka mora biti okrogla. Polka mora biti okrogla, razigrana in vesela, polka mora biti taka, da zavriska družba vsaka. Polka mora biti smešna, malo resna, malo grešna, ne prekratka, ne počasna, polka mora biti špas. Kdor igra slovenske polke, kdor zna piti in zmajolke, kdor zrkava šale stresa, bo gotovo še v nebesa. Tudi mi smo veseljaki in ostali bomo taki, dnevu se, ko naša polka bo ljudi vrtelo ples. Polka vedno mora znati žene čez vodo peljati, polka tistega naj žene, ki v dolgo času vedne. Kdor bi račel na plesišče, naj si pravi par poišče, vse do jutra se vrtelo naše polke bo kolo. Ja, tako se igra in tako se pleše in tako se vriska. In zdaj bo z nami skupina, ki je veliko pripomogla k popularizaciji narodno-zabavne glasbe v Sloveniji. Dame in gospodje, to bodo Čuki! Sončne gorice, polja cvetuša, temni gozdovi, sinje gori, trate zelene, reke srebrne, tebe Dolinska moja krasi. Trate zelene, reke srebrne, tebe Dolinska moja krasi. Posejane ruže Dolinska okna krasi, budijo ceste v kraje neznane, kamor hitijo moje želji. Budijo ceste v kraje neznane, kamor hitijo moje želji. Sončne Dolinske, tam bi najraje vidno ostal. Vozil s konjički, pismi prepival, zemljico svojo kopal oral. Vozil s konjički, pismi prepival, zemljico svojo kopal oral. Čuki s pesmijo Henčka Burkata. Matjaž, malce še ostani. Veste zakaj? Ker ga bomo zdaj le z enim bučnim aplavzom mu bomo voščili, ker ravno danes ima Matjaž od Čukov rojstni dan.
Včasih so na Gorjancih baje živele lepe vile. No, poglejmo, kako je Janez Trdina pisal o vilah z Gorjancev. To so baje prelepe mlade deklice, ki se ljubiti in možiti niso smele, oblačile so se v belo tančico, las si niso spletale, padali so jim prosto do kolen z gostimi zlatorumenimi kodri. Peti so znale tako lepo, da se jih človek nikoli ni naveličal poslušati. Ja, take so bile včasih vile z Gorjancev. No, zdaj pa po Dolenjskem baje hodijo nekoliko drugačne vile, ne? Take bolj zemeljske. Zdaj je baje pri vas najbolj znana Mama Manka. Lepo zdrav. Dober večer, Mama Manka. Ja. Kako dobro izgledate za svojih 62 let, ne? Da mi je zdalo po peskri 62, 60 let imam. Ojoj. Našnih 62. Sem se pa veliko zmotil, kaj ne? Ja, dosti se Ja, zmotil. pa mi povejte, zakaj se pa potem tako dobro 2 let držite? star otrok zna že kolu voziti. Ja, ja. 2 let je dost, naredite Mama Manka, poljubica. v čem je skrivnost vaše lepote? Kako da se še tako dobro držite, no? Ja, to so pa aerobike. Aerobike? Aha. Jaz zelo tako na aerobike hodim, veš. A ste fizično aktivni, Ja, ne? jaz sem zelo fizična. Te, ne, pa mi je spovedala, kako je bilo, klele imamo našne aerobike in jaz hodim, veš, se malo razmigavati, malo na musko plešemo. Zanj sem bila pa prav jezna, veš, Boštjani. Sem prišla na aerobike in je rekla naša tovarišica, učiteljica za telovadbo, je rekla, punce, zdaj pa tako, une, ki imate 40 let pa več, pejte na kafe, une pod 40, bomo imeli pa danes telovadbo. Sem rekla, štop, ljubica, zakaj pa jaz nasmem zdaj le biti na aerobikah, ki jih imam 60 vendarle? Pa je rekla zato, ker danes bomo delali špago. Čakaj, sem jaz rekla, kaj? Češ reči, da jaz ne moram špage narediti ali koga? In sem se pognala v lift, pa na špago dol pala, veš, ti. Ampak pol je pa šele nastopil problem. Kaj veste, mi stare babe, imamo že mečkeno prostitute, ker sem na televiziji, ampak drugače ne morem povedati, ker imamo mečkeno suho češplo že, veste. Ne, čakaj, tu ne hecno. In čakaj, Maroj! In za tega del sem se jaz mal na parket prvakumirala. Ne, čakaj! In se me ne dalo premakniti, ne gor, ne dol, ne levo, ne desno. Na kamer ne šlo. So me babe vlekle vse strani. Pa je pa rekla Toršica, učiteljica za aerobike, da bo treba parketarja klicati, veš. Pa sta prišla 2 taka ljušna poba, kot tejli mladi Dolenci, ne, pa sta me tudi ona 2 nekaj drgnila gor pa dol po telovadenc, ne šlo z tistega parketa. Pa se je pa en pobec domislil, pa je rekel, naš učiteljici je rekel, veste, gospa, jaz sem tako bolj ljušen, če se slečem, veste, pa bom jaz dal montelj pa majčko dol, pa bo to žensko morbit mal zrajcalo, veš. Pa bo pol, čakaj me ruj, pa bo pol mal lažna ratala, pol je bomo pa medva samo z parketa na ploščice potegnila, pol ne se pa keramičar z njo zafrkava. Ja, tako je bilo. Ja, kaj ne res? To je bila pa zanimiva dogodivščina. Ja, pa vse je bilo res, se Je bilo, ne? Tudi besede se nisem zmislila. Mama Samo na Manka. ves češpla rečemo drugač pri nas. Ampak, a veste kaj, baje, Ja. Vi niste samo tako športno aktivni, znate tudi lepo pet, ne? Oh, hvala, Boštjani. Kaj piješ? Veste, jaz sem, drage gledalke in gledalci, za današnjo priliko 5. obletnico mladih Dolencev, Boštjani, Ja. spesnila danes ponoči eno novo pesemco. Veste, in bi jo rada predstavila vam, podarila bi jo pa mladim Dolencem, pa bi jih prosila, če bi me spremljali zdajle, a? Tako. Dober se držite, Mama Manka. Hvala. Bom pa, Meruj, ne še. Moram pa plonk cegelcu vzeti, ki je tako frišno pesem, da se še nisem besedile naučila. Morbit me bo malo šlo, tako da če bo kaj usta šla na robe, boste tu pa zmontirali na televiziji. Pobje gremo, akcija. Ko čez travnik se zvije prvo cvetje, pomladi pred rami, globoko v meni spomin, ko sem prvič ljubila, kot
svet vzdrhtela, ko spoznala sem, da je ljubiti lepo. Nad oblaki letim, se v višave podajam, vse noči prebetim, saj mislim na te. Naberem rož si en šop, stravnikov vseh dehtečih, kjer ljubila sem prvič in bila ljubljena. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ko čez travnik se zvije prvo cvetje, pomladi vedno znova ljubezen se v meni zbudi. Sem kasneje ljubila, a nikdar več kot prvič, ko rožnato polje cvetelo mi je. Nad oblaki letim, se v višave podajam, vse noči prebetim, saj mislim na te. Naberem rož si en šop, stravnikov vseh dehtečih, kjer ljubila sem prvič in bila ljubljena. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Naberem rož si en šop, stravnikov vseh dehtečih, kjer ljubila sem prvič in bila ljubljena. Kjer ljubila sem prvič in bila ljubljena. Mama Manka in Mladi Dolenjci. Do drugice je bom naučila na pamet. Odlično je bilo, odlično je bilo. Jaz pravim, veš, prej sem se hudovala, da jaz na playback ne pojem. Še dobro, da je playback. Še dober, ne? Ja. Mama Manka, zdaj Da me pa Jože Grdu gleda, veš, napovedala bova naslednji ansambl. Bom raj tiho. A boš? Dame in gospode, z nami bo spet virtuoz na... Z nami bo zdaj spet virtuoz na diatonični harmoniki, gospod z zelo prijaznim nasmehom in zelo spretnimi prsti. Ansambl Franca Miheliča s skladbo Vabi naju sneg. Hvala lepa Francu Miheliču. Gospod Pungarčar je spet, jaz sem pri njemu, pri njegovi aktivni mizi. Gospod, zdaj bova še povedala, veliko je izdelkov, ki jih izdelujete, lončenih,
ampak tale vrč ima neko posebno vrednost, ne, in je prav zanimiva njegova uporaba. Ja, to je, mi temu rečemo krogla za vodo. To so naprimer prej v prejšnjih cajtih, ko še ni bilo teh plastičnih posod pa teh stvari, so v taki krogli nesli, naprimer, delavci, če so šli kosci, naprimer, kosit, so nesli seboj pijačo ali vodo ali kakšen jabolčnik kaj takega, ali pa žanice na polje in so to postavili nekam v eno senco, zamijaš noter in je ostane hladna pijača, ne. In to je prav značilno. Je pa to še zmerno primerno za uporabo tudi zdaj. Lahko daš noter karkoli, od čaja, od vina ali pa vodo, karkoli. Voda je postala hladna, zaradi tega, ker ima verjetno ta glina... Glina je pač ozdrži, če daš toplo noter, da ostane dlje časa toplo, če pa mrzlo, pa mrzlo. Dobre izolativne lastnosti, ne? Je pa tako zelo značilna ta zelena barva, glazura zelena, ker to so bile tradicionalne zelene in teh zdaj se že počasi spodriva temno rjava, ampak zdaj pa prihaja spet zelena glazura nazaj. In to je zelo, zelo značilno za to dolenjsko pokrajino. Gospod, takile petelinčki so pa zakaj? Takle petelinčki lahko se natoči noter pijača, če sklon se toči ven, lahko je pa tudi sam za spominček ali pa za rožco noter, da karkoli. Da se lepo natoči v kozarček. Lahko se natoči, ne. Zelo lepo. Ali pa zelo primeren je tak manjši petelinček, naprimer razni ti naši zdomci, velic ga zelo težko vzame seboj, si tacga manjši spominček pa lahko odnese nekam in si ga da v kufr in ga ima za spomin. Zelo lepo. Gospod Pungarčar, najlepša hvala, ker ste nam predstavili to zares zanimivo in tukaj v teh krajih domačo obrt. En aplavz za gospoda Pungarčarja. Ja, naslednjo pevko smo v preteklem letu zelo, zelo radi poslušali. Verjamem, da je zelo priljubljena tudi pri vas na Dolenjskem. Vidim, da je. In to je drobna dama z velikim glasom, Nuša Derenda.
Hvala lepa, Nuši Derenda. Tale mikrofon bo boljši za govoriti. Zdaj bom imela kar dva. Nuša, vas lahko vprašam, a ste se vi že kdaj preizkusili tudi v narodno-zabavni glasbi? Ja, seveda. Jaz sem si nabirala izkušnje tudi z narodno-zabavno glasbo. Ste, ne? To sem bil obveščen o tem. Ja. To je samo dobrodošlo, sigurno pri izobrazbi pevca. Koristna kilometrina, ne? Ja, koristno je, seveda. Več znaš, več veljaš. Aha. A bi mladim Dolencem, s katerimi ste tudi baje prijatelji, kaj zaželeli ob tem jubileju? Jo, seveda, jaz bi zaželela še veliko, veliko let, veliko vztrajanja, ki je potrebno, ampak jaz mislim, da glasbo, če jo imaš rad, to delaš pravzaprav celo življenje. Jaz vam želim, da bi še veliko energije imeli za naprej. Sicer pa, tudi Nuša Derenda je bila zelo uspešna pri prodajanju svojih ploč, zato bo še enkrat danes prišel gospod, ki smo ga v Raketi pod Kozolcem še posebno veseli, direktor založbe kaset in plošč RTV Slovenija, gospod Ivo Umek. Kar pridite k nam. Mislim, da bo tale boljši. Nuša, dober večer. Torej, naj vam povem nekaj. Nuša ne samo, da je talent, Nuša je tudi velik garač in seveda uspeh tako ne izostane. In mislim, da to je za vas model, fantje. Tudi vi ste talent, pa tudi garači in zato mislim, da je uspeh še pred vami. Kot veste, Nuša je zmagala na veliko festivalih, tako na festivalu Hita, potem je bila na festivalu v Romuniji, na veliko festivalih Melodija morja in sonca in na koncu nas je lani uspešno zastopala na pravličnem 7. mestu, namreč 7 palčkov za Sneguljčico Nušo, 7. mesto na Eurosongu in za uspešno prodajo, zato ste zopet krivi vi, ker ste kupovali njene plošče in kasete, platinasto priznanje. Iskrene čestitke. Hvala lepa, Nuša. Se lahko še jaz zahvalim. Najlepša hvala seveda pa tudi vsem poslušalcem, ki ste res radi poslušali tole mojo ploščo in jaz upam, da ni zadnja tako uspešna. Upam. Tudi mi tako upamo. Hvala lepa za to, da ste bili v gosteh. Nuša Derenda. Ja, ansambl Dori je svojo Lisko že odpeljal domov, verjetno, ampak oni še niso šli. Zdaj nam bodo zaigrali svoj lep valček Moja trobenta. Ansambl Dori. Prvič roke mu jo dala in je prvi nje zvok zadonel. Si žalostnim srcem priznala, le še malo in z doma bo šel. Bolečine
Dolgo po svetu potuje, iz fantiča bo skoraj že mož. Kadar glas tvoj slušalki začuje, se domisli, da žalostna boš. Če prizna, da brez tebe samuje, da postal muzikant je za groš. Mama, naj pojedi moja trobenta. Najlepša hvala ansamblu Dori. Draga publika pred TV ekrani, nikar nas ne zapustite. Zelo kmalu nam bodo še za lep konec zapeli in zaigrali mladi Dolenjci, ki nam pripravljajo čisto eno pravo rojstnodnevno presenečenje. Nikamor ne hodite. Raketa pod kozolcem, raketa pod kozolcem, raketa pod kozolcem. Raketa pod kozolcem, raketa pod kozolcem, raketa pod kozolcem. Ja, dobrodošli spet v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu. Mladi Dolenjci, naši nocojšnji jubilantje, so tukaj še, da nam zaigrajo za konec Rakete pod kozolcem svojo veliko uspešnico polko Nocoj je druga rekla mi.
Takole veselo zaključujemo današnjo oddajo, ampak brez pravega sladkega presenečenja seveda ne bo šlo, zato ker prosim to sladko presenečenje, da se pripelje semle. Dragi fantje, seveda ne bi bilo prave obletnice, pravega rojstnega dneva, brez ene lepe, velike torte. Mlada ansambla